Na novinarski konferenci ste predstavili rezultate v zadnjih 9 mesecih v poslovanju. Kako jih ocenjujete? Rezultati so na prvi pogled in tudi sicer zelo dobri. Nekaj pod pričakovanji, mi smo si zadali za leto zelo ambiciozne cilje. Nekatere razmere na trgu so nas mogoče v tem rahlo omejile, vendar primerjalno glede na obdobje v preteklem letu, enako obdobje, so ti rezultati bistveno boljši. Dosegamo sicer nekaj manj prihodkov, 1,2% nižje prihodke, kljub skoraj 5% povečanju količine in pa prodaje na trgih jugovzhodne Evrope in zahodnoevropskih trgih, tako da iz tega izhaja, da so prodajne cene bile nižje kot v lanskem letu, vendar nakljub temu je čisti dobiček podjetja bistveno boljši, večji, to pa predvsem zaradi optimizacije stroškov interne ekonomije, ki smo naredili, bistveno smo povečali učinkovitost v vseh procesih poslovanja in to je seveda rezultiralo v dobrem končnem rezultatu. No, omenili ste, da boste v prihodnjih letih še povečali. Kako vam bo to uspelo? Ja, uspelo nam bo z nadaljevanjem vsega tega, kar počnemo. Mi smo zelo centralizirali vse poslovne funkcije na Ptuju za vse hčerinske družbe, tako ne samo v Sloveniji, tako tudi na Hrvaškem, v Bosni in pa v Srbiji, kjer imamo večje proizvodne kapacitete. In to je en od dejavnikov in drug dejavnik je pa ta, da uvajamo nove proizvode, nove rešitve v prehrani, da smo še naprej diferencirani ostalih ponudnikov, ki dostikrat na trg plasirajo iz uvoza hrano dokaj sporne kakovosti. Mi naprej vztrajamo na naši izredno visoki kakovosti, varnem pridelovanju in pa zelo strogem nadzoru vseh teh procesov in pa seveda sledljivosti, ki je od krme, ki jo sami proizvajamo na naših hektarjih, 4100 hektarjev imamo v lastni obdelavi in to krmo, seveda izključno to krmo, našo krmo, kontrolirano krmo uporabljamo za vzrejo naših piščancev in puranov. No, tega pa imate tudi 106 kooperantov, ki pravite, da jih boste tudi povečali. Ja, imamo 206 za piščančji program in pa 34 za purani program samo v Sloveniji. Seveda si želimo število kooperantov še povečati, ker ti naše ambicije so, da bomo v 5 letih podvojili naše prihodke iz današnjega nivoja 250 milijonov evrov na dobrih 500 milijonov evrov in seveda zato so potrebni tudi je potrebno pridobiti, akvizirati še nekaj dodatnih kapacitet pri kooperantih. Vsi kooperanti ne morejo iti v dodatne investicije, ker so prostorsko omejeni, zato bo verjetno edini izhod v tem, da iščemo tudi nove kooperante. V letošnjem letu ste plasirali na trg tudi nove proizvode? Tako je, to je linija Natur Premium, izredno uspešna linija iz najkakovostnejšega piščanskega mesa. Tudi polihrenovka prihaja zdaj v tem tednu na trg. To pravzaprav niti ni hrenovka, ker ti vsebuje 90% mesa, kar nobena hrenovka tudi približno ne dosega, tako da temu mi pravimo sicer poli. No in to je tudi nek proizvod, od katerega si obetamo kar dobre prodajne rezultate. No, za naslednje leto si obetate tudi nove trge, omenili ste Švico. Švica je sicer že obstoječi trg, vendar si obetamo precejšnje povečanje. Tja plasiramo najkakovostnejšo linijo, to je ta Natur Premium iz proste reje. To povečujemo z indeksom 40% letno, tako da to je eden od tistih trgov, kjer si obetamo precej veliko rast. In strmite na kakovost, varnost in sledljivost. Samo na ta način in na ta način bomo vztrajali, ne glede na to, kaj na trg prihaja in ne glede na to, na situacijo, ki jo nekateri potrošniki mogoče zaradi neke socialne stiske ta trenutek favorizirajo, ko kupujejo namesto kakovosti ceno. Mislim, da je treba več pozornosti in ozaveščanja pri potrošniku, da za svoje zdravje malo več poskrbijo.